Dober dan. Živijo. Dejva, midva začeti jesen. Jesen. September 27. je datum, ko bodo znani predsedniški kandidati. Oktober imava predsedniške volitve, še prej imava referendum v drugem tiru. 20. oktober datum koncerta Pankrtov v Stožicah ob 40-letnici njihovega poslovanja, pa še ljubljanski maraton za pod črto. Ampak to, kar naju zanima od vroče jeseni, je vezano na predsedniške volitve. Prav kakšnega posrečenega nabora kandidatov do tega trenutka niti ni. Čakamo pa, da se ta seznam nekoliko razširi. Na kaj biti pozoren? Treba je biti pozoren na intervju v soboto, ki sem ga naredil z Stanetom Saksido. Starosto slovenske sociologije, nekdanjim direktorjem Sociološkega inštituta. Ja, filozof je on. Filozof. Ja. No, zakaj to govorim? Zato, ker vse, kar bi tukaj povedal, ali pa kar sva midva že zadnjič tudi nastavila v tem smislu, se kar dosti dobro prekriva s tem, kar je on povedal. Da ne bi izgledali zdaj, da mu jemljeva ideje v resnici. Se bojo sklicevala na to, čeprav smo marsikaj tudi že izrekla. Gre pa preprosto za to osnovno idejo, kar se predsedniških volitev tiče, da vsi politični akterji govorijo v smislu stranke, da ne omenjajo sploh civilne družbe, ki se je popolnoma umaknila iz tega simbolnega sveta, ki ga pač prinese predsednik države, pa ustavna norma, ki jo on predstavlja, oziroma duh ustave, ki jo on predstavlja. Skratka, da vsi dojemajo te volitve kot nekaj mimobežnega, nekaj, kar se ne splača, nekaj, kar niti nima teže in kar ni vredno. To se pravi, štelo naj bi samo tisto, kar ti v roke da moč, zato da lahko upravljaš s proračunom, zato lahko razmetavaš denarce levo in desno. Prerazporejaš kadre ljudi, skratka realna, tako imenovana realna moč. Bistvo zgodbe ali pa problema predsedniških volitev pravzaprav pa je v tem, da je ravno predsedniška kampanja ali pa so predsedniške volitve ravno priložnost, kjer bi recimo v tem primeru stranke, ker civilna družba je odpovedala, predstavili svoje koncepte ali pa svoj koncept, kako si državo predstavljajo, kakšna država bi naj bila, ne pred čim jo branimo, ne od česa je odvisna, ampak kaj pozitivno z njo hočemo doseči, katere cilje zasledujemo, katere cilje bomo zasledovali, na kakšen način jih bomo zasledovali in kdo je reprezentant, kdo je vzornik, kdo je svetilnik za to početje. In recimo, ne me narobe razumeti, ker do Nove Slovenije ima mest zelo velike rezerve, posebej zato, ker je popolnoma neoliberalna stranka, ampak ta poteza, ki jo je storila, je bila do zdaj vzorna, pravilna. To se pravi, dala je najtežje svoje orožje v kampanjo, predsednico Ljudmilo Novak, in bo preprosto urbi et orbi pred vso javnostjo povedala, katere so njene vrednote, katere so njene prioritete, kaj ona hoče od Slovenije, kako si državo predstavlja. Ne glede na to, ali bo zmagala ali bo izgubila na teh predsedniških volitvah. In to bi pričakoval od popolnoma vseh, natančno se izrazimo, relevantnih strank. Ker vsaka stranka bi morala svojega najbolj uglednega predstavnika, ki zna politično artikulirati njen program, ki zna povedati o tej državi nekaj, ki razume duha ustave in ki razume, kaj je naloga Slovenije in njegove ali pa njene stranke za pač prihodnost Slovenije, to tudi predstaviti, prikazati. Rezultat volitev v tem smislu je pomemben. Že pokojni, starosta slovenske politike, eden od ključnih avtorjev ustave, tvoj bohinjski rojak France Bučar. On je ta jezik znal govoriti, ja. Ne, ampak, a veš, ko je on se nekega dne odločil, da kandidira na predsedniških volitvah, je zavračal vprašanje, kakšen je vaš predsedniški program, kajti, trdil je, če predsednik nastopa z nekim operativnim političnim programom, s tem presega svoja pooblastila. No, ampak zdaj si poanto ujel. Tukaj morava razmejiti. Ne, pazi, ujel si poanto. Ne gre za njegov predsedniški program, ampak gre za program države,
kot ga on predstavi, ne, kot ga on vidi. Potem se bo pa ljudstvo lahko odločilo, ampak ne gre za to, da je to njegov program. In ravno v tem, če kdor bo pač šel prebrati intervju z doktorjem, pravzaprav on doktor noče biti imenovan, ne, ampak je doktor, ne, skratka z Stanetom, ne, Saksido, ne, bo natanko to videl, da se predsedniška funkcija, isto kot je rekel dr. Bučar, se pravi, predsedniška funkcija se ne dimenzionira po meri enega človeka, tako kot je bilo leta 90 z zapisanjem ustave in pa predsedniškega sistema narejeno, zato da bi pač zamejili enega kandidata. Ne. Se pravi, se ne piše in to, kar absurdnost tega zdaj najbolj pač predstavlja zdajšnji aktualni predsednik, ne, kot pravi Saksida. Ne. To se pravi, on, Bučar bi rekel afne gunca, a ne, potem ne vem kaj počne tam nekaj rolka, glave pere, ne vem, se gre smetarja in tako naprej, pometača, ne. In to iz tega naredi standard neke države, ne. Potem on uživa dela neumnosti, potem pa javnosti kot predsednik reče, jaz sem tak, vzemite me taga, kot sem. Ne pa država zahteva tak in tak lik, jaz jo pa predstavljam. Ne. To sta dva popolnoma različna koncepta. In on to kritizira, to v bistvu mnogi kritiziramo in zato tudi postuliram, ne, da stranke bi morale v vsej resnosti ali pa mogoče, ne vem, SAZU, jaz ne vem kdo, civilna družba, ne, v vsej resnosti sproducirati kot institucija, ne, svojega človeka, ki bi te vrednote znal zelo jasno izraziti in povedati, da to niso samo njegove vrednote, ampak so vrednote države in da jih je on pripravljen braniti in zastopati. Kjere pa so te vrednote? Zelo enostavno, recimo, mislim, zelo enostavne so, ne, da so zelo, zelo enostavne so, v ustavi so napisane, ne. Se pravi, v naši državi se ne bomo zmerjali po barvi kože, se ne bomo zmerjali po nacionalnosti, beguncev ne bomo zmerjali kot teroriste, ljudem bomo zagotavljali temeljne človekove pravice, tako kot je tudi v temeljnih listinah Združenih narodov, potem pa bomo seveda spoštovali tudi neke specifike, neke diferencije, specifike, ki bi naj jih Slovenija imela, ne? No, za te se treba pa dogovarjati, ker sicer v ustavi niso zapisane, sicer so napisane, da bomo negovali slovenski jezik, ne? Je pa samoumevno, ne? Da bomo nekatere vrednote, če piše, da smo socialna država, pa tudi prevzeli, da bomo branili to, kar recimo midva počneva že celo leto, javno šolstvo, da bomo branili javno zdravstvo pred nekim pod neko podivjano privatizacijo, za katero vsi vemo, da je puščava, pa nič drugega, pa nekaj zelo obogatenih ljudi. Ne. Skratka, to so ustavne vrednote, ki so nedvoumne. Potem, če bo prišlo do razpada sistema, terorističnega razpadanja sistema Evrope, tako kot se zdaj to dogaja, da bo predsednik znal to zelo jasno in glasno povedati. Recimo predsednik Pahor, ki ga zelo kritiziram in ga oba dva zelo velikokrat kritiziral, ampak so pa zelo jasno povedala, recimo na zadnji proslavi je naredil izredno dober predsedniški govor, ne, v katerem je povedal vse, kar je za povedati. Slovenija je privržena Evropi, privržena je evropskim vrednotam, stala bo na pozicijah temeljnih človekovih pravic in pa nekih kulturnih pridobitev, ne bo se pustila podvreči nestrpnosti in take stvari. To niso stvari, recimo, če vzamemo za primer in vzor, seveda to, kar se zdaj dogaja v Ameriki, to niso stvari, ki bi bile samoumevne enkrat za vselej ali pa skozi. Ne. To jih je treba pravzaprav ves čas jih je treba obnavljati. A ne. Recimo, Donald Trump se samo majčkeno postavi za kulise svojih narcis, ne, pa je pol Ku Klux Klana že v orgazmu. Ne. To ni v redu. Ne. In kamorkoli se zdaj postavi sončni mrk, pride pa v bistvu vse tiste ropotulje prirejo na dan kot neka mrčes in začenjajo strešati rasno nestrpnost in tako naprej. In, ne pozabati, ne, na ameriškem jugu ni šlo za en koncept demokracije proti drugim, ampak je šlo za vprašanje suženjstva ali pa nesuženjstva. Ne. To so tako zelo osnovne stvari. Ja, mislim, ne gre za variacije na temo demokracije, ampak gre za variacije na temo na eni strani demokracija, na drugi strani sistem, za katerega ne moramo niti tega reči, da je totalitaren, ne, ker je pod pragom totalitarizma. Ne. Tako je, ne. Ker totalitarizem ima lahko tudi elemente humanizma vse pa, ne, če imam v mislih recimo razsvetljenje absolutizem. Ne. Ampak, kakorkoli obrneva, Slovenija definitivno ima take punkte, ima take možnosti, da premišljuje svojo diferencijo specifiko, svojo različnost v okviru univerzalnih vrednot, v okviru evropskih vrednot,
ima pa zadosti prostora, da svojo odličnost doneguje na način, ki ga druge države ne morejo preprosto, zato ker je naša država bolj fleksibilna, ne? Zato ker je bolj gibljiva, lahko zagotavlja to in ono, tretje in četrto, vsakršno razpravo, ne? Ki gre onkraj zgolj in samo nekaterih floskul o svetosti lastnine in podobno naprej, kot dr. Saksida zelo lepo pove. Zdaj v tem trenutku imamo situacijo, ne, ko recimo sedanjega predsednika podpira plus minus polovica vprašanih, ne, se pravi se na nek način zdi, da se mu obeta nov mandat, ni še izmerjeno, koliko ljudi bi podprlo kandidatko Nove Slovenije, ki je prav tako uradno sporočila, da bo kandidirala, ne? Ampak ta dva kandidata sta zagotova. Imamo kandidata Šarca, župana Kamnika, ki je imel sprva kar visoko javnomnenjsko podporo, vendar še vedno ne toliko, da bi ogrožal možno zmago Boruta Pahorja v prvem krogu. Zmago Jelinčič se je umaknil iz te zgodbe o kandidaturi. Imamo Milana Jazbeca, kandidata, ki se je predlagal bolj ali manj sam, z nekimi diplomatskimi izkušnjami in z nekim akademskim ozadjem. Andrej Rozman Roza, zanimiv pesnik, človek odra oziroma alternativnega gledališča, tudi lahko rečemo mislec levice, vendar ne, ko to naštevam, nekih izrazitih osebnosti ne najdem. Ne? Zdaj, zakaj pravim, da ne najdem izrazitih osebnosti? Zaradi tega, ker če zgodovinsko vzamemo, ne, kakšne osebnosti so se potegovale za predsedniški položaj, pa konec koncev celo za položaj člana predsedstva Republike Slovenije leta 90, ne, ko je predsedstvo obstajalo še kot kolektivni organ, smo imeli na mizi oziroma na volilnem seznamu osebnosti, ki so bile v primerjavi s sedanjo ponudbo naravnost bleščeče. Ne. Prvi predsedniški dvoboj, ne, med pokojnim Jožetom Pučnikom in Milanom Kučanom. To je najbolj kakovosten predsedniški dvoboj v zgodovini Republike Slovenije. Ne. Zdaj, zanimiv je bil, ne, do neke mere dvoboj Peterle, profesor Danilo Türk pred desetletjem. Ne. Vendar, ne, če sedanjo ponudbo vzamemo na mizo, bi jaz sklepal, da je interes teh najbolj odličnih osebnosti za to, da svoje ime dajo na volilni listek, nizek. Ampak zakaj? Dejansko... Ben noče na Rjavčevo iti sedeti ali? Ja, zato, ne, dejansko je to indikator dejstva, da same stranke nimajo več notranje razprave. Ker tisti, ne, ki bi prevzel kandidaturo v imenu stranke ali pa pod okriljem stranke, pomeni, da je bil izdiferenciran znotraj neke zaprte razprave, ki v javnost nikoli ni prišla. To se pravi, če ti hočeš narediti nekaj kvalitetnega, moraš živeti v nekem krogu, ki ni v celoti pozunanjen, ampak je do neke mere ponotranjen. In znotraj tega kroga, znotraj neke družine, familije, znotraj tega kroga poteka neka debata, se pretakajo neke ideje, ki imajo na koncev za posledico neko določeno samozavest in moč. In iz te samozavesti ven potem ta družina nastopa, recimo, da je stranka. Ne? In dejstvo, da se kaže stranka v vsej svoji celosti, samo na pozunanjen način v osebi tistega,
ki je predsednik in pretendira potencialno za predsednika vlade, pove praktično vse, da je praktično neoliberalna mentaliteta udrla tudi v politiko, ne? Se pravi v samo operativno politiko. To se pravi, noter ni več brezinteresnega razmišljanja, ki na koncu rodi največje rezultate, ampak je ideologija čiste učinkovitosti in pa primerjave lastne učinkovitosti za konkurenčnimi strankami na trgu ponudbe in povpraševanja, če hočeš. Ne? In v bistvu sama stranka, če začne danes iskati nekega kandidata na silo, itak ne more uspeti, če ga že nima, ne? Če ga nima že narejenega iz lastne notranje debate, ki bi utemeljeval njihovo, se pravi, take stranke bi morali imeti akademije, nagovarjati podmladke, nagovarjati ljudi, v katerem bi razlagali svojo zgodovino svoje misli, recimo socialdemokratske misli, recimo, ne vem, nacionalnega razvoja, recimo pri klerikalnih strankah, ki so potem postali narodnjaške, ali pa preprosto levičarske, ne? Se pravi, razredne teorije, razrednega boja in pa to, kar se danes dogaja in kaj je treba narediti. Ko imaš ti enkrat tako debato po raznih akademijah, v nekih mednarodnih dejavnostih, potem se znotraj tega ustvari neko verovansko okolje, iz katerih ljudje iz prepričanja so pripravljeni nekaj storiti. No, tako pa ti dobiš kandidata. In ko gre on, pa poskuša ljudi prepričati v svoj prav, ampak pri državniški kandidaturi se pa odpove temu, da ima on svoj prav, ampak reče, v redu, zdaj imamo pa mi opravka z državo, v katerem so ustavne vrednote te in te, ki se prikrivajo tudi za tem, kar jaz mislim, da je prav. Zdaj bom pa jaz želim postati predsednik države po vaši volji, da bom te vrednote ubranil in samo te vrednote in se odrekel svojim partikularjem. Ne? In to so ene 3 stopne v razmišljanju in pa v nastopanju, ki jih je najprej treba dojeti, potem jih je treba pa saj kakšno leto, 2 negovati, zato da ti sploh zadobiš to mentaliteto. Ja, leta 1992, se pravi 2 leti zatem, ko je v Republiki Sloveniji izbruhnila parlamentarna demokracija, leto dni zatem, ko je bila sprejeta ustava, je krščanska demokracija, oziroma slovenski krščanski demokrati, kot se reče, kot se je takrat reklo uradno, je organizirala predsedniško konvencijo. Ne? Pravi, imeli so potujočo javno razpravo, na kateri so nastopali 3 predsedniški kandidati. Mislim, da Ivan Oman, Ivan Bizjak, Andrej Capuder. Ne? In na koncu veliki finale v Ljubljanskih Križankah so določili končnega kandidata v postopku, ki je bil v veliki meri zelo odprt za javnost. Ponavljam, ne, to je bilo leta 1992, se pravi pičle 3 leta zatem, ko so bili slovenski krščanski demokrati ustanovljeni, brez neke tradicije, brez proračunov, ki bi kakšne velike politične šove omogočali, in vendarle, ne, se je ta inovacija zgodila. Po tej inovaciji, ne, pa na politični sceni nekega takega dogodka nismo mogli več opaziti. Ne. Se pravi, če je prišlo do nekih strankarskih debat o tem, kdo bi bil kandidat, se je to kar dosledno delalo za zaprtimi vrati, ne da bi potencialni kandidati v javnosti brusili svoja mnenja. Ali pa da bi dobili legitimnost internega elektorata. Ne? Ja, ampak to je bilo takrat, se spomnim tega, to je bilo takrat posnetek ameriških kampanj. Ne? Ja, seveda, seveda se lahko reče, da je bila to kampanja, da je bilo to namenjeno političnemu marketingu. Ampak tisto, kar je, recimo, če vzamemo leto 90, 91, 92, takrat so bile zelo motivirane, zelo visoke debate, vsi smo bili del njih, vsi smo imeli prav in vsi smo imeli tudi narobe. Zakaj gre? Ne? Gre za to, da so takrat v ozadju bila neka verovanja in neka pričakovanja do države, neke predstave v državi, ki smo jih imeli za pravilne. Postavili smo neko ustavo, ki jo imamo še danes za pravilno. Ne? Danes se je pa v bistvu vsa ta debata je evaporirala, izpuhtela, izparela pravzaprav in se umaknila čisto preprosto govorici koristi, denarja in pa preživetja. To se pravi, da imamo nek habitat, v katerem preživimo, drugo nas ne zanima več. Ne? No in tedajni čas, ne? In zdaj je danes recimo prava razprava predsedniška, če bi bil jaz recimo predsedniški kandidat, ne? Bi pravo predstavo odprl, kaj se je zgodilo
da je danes tako, kot je. Kaj se je zgodilo? Dajmo mi premisliti. Bi začel z besedami obtožujem. Začel bi spet z dr. Saksido. Kam bi pokazal s prstom? Se pravi, v intervjuju z dr. Saksido bi pokazal, tega, ker je on boljš postavil, kot bi se jaz ta trenutek lahko zmislil, in sicer v temeljno dilemo, kaj se je zgodilo to, kar se sicer ni zgodilo v revolucijah v moderni dobi. Ker revolucije, kakršnekoli so že bile, se pa nikdar nikoli ni prvoščil, da bi jih imel za zločinske. Vsak jih je imel za potrebne, v končni fazi. Ampak kaj se je zgodilo? Revolucije so vedno terjale nazaj socialno pravičnost ali pa državljansko pravičnost. Pred njimi so se pa dogajale stvari, ki so terjale revolucijo. Zgodilo se je pa to leta 90. Mi smo, jaz sigurno, ker sem bil pač v takem okrožju, v katerem sem imel predstavo, da mi je komunizem naredil veliko zlega, in v družini, v kateri je naredil komunizem veliko zlega, sem v svoje razloge, da sem razmišljal tako, kot sem razmišljal. Če pogledamo iz današnje pozicije, pa dr. Saksida zelo lepo postavlja, kaj se je pa v resnici takrat zgodilo, medtem ko so bili ljudje jezni. Zgodilo se je to, da je prišlo do preobrata revolucionarne doktrine, da je človekova pravica nad lastnino, zgodilo se je pa to, da smo prišli do svetosti, nedotakljivosti lastnine, za človeka pa je popolnoma vseeno, ali se ga poškoduje, ali se ga uniči, ali se karkoli. Kontrarevolucija. Dejansko je prišlo do tega, da imaš danes ti, recimo pridejo, v Bohinj, Bled, kamorkoli hočeš. Ljudje z dobrim kapitalom pridejo, lahko pokupijo vas Bled in ti jim ne moreš popolnoma nič kot, razumeš? Skratka, lahko pride do okupacije, Na podlagi svetosti lastnine se je plačal, razumeš? To nekaj tacga, recimo v starih nacionalnih konceptih ne bi bilo mogoče. Nekdo bi bdel nad tem, da je Slovenija še vedno Slovenija, na primer. Ampak to je zdaj ekstremen primer, rečeš v redu. Smo pač vpeti v sistem lastnine, na vse zadnje je Anglija šla v Brexit zaradi tega, da ne bo pomote. Ves London je pokupila Saudska Arabija, ljudem se je želodec obrnil, čisto da smo si natančni. To je bistvo Brexita, ki ga je seveda nekdo zmanipuliral, ampak s temi čustvi se je operiralo. Tako kot se zdaj operira za tem nekimi masovnimi turističnimi navali, ko se ljudem, ki tam živijo, želodec obrne, ker več tam ne morejo živeti, potem jih pa obtoži nacionalizma. V resnici gre pa za nekaj drugega. In s to svetostjo lastnine se je toliko pretiravalo, da smo na koncu izgubili socialne pravice, na koncu izgubljamo zdravstvene pravice, na koncu izgubljamo šolski sistem in v imenu svetosti lastnine, do katere svetosti so pa prišli ljudje z metodami divjega zahoda. To pomeni lastninjenje v 10-20 letih do enormnih številk denarja, ki so ljudem nedostopni v 500, 600, 700 tisoč letih. Skratka, to so osnovni parametri prastarih dilem, zakaj to govorim? Zato, ker so ravno te predsedniške volitve lahko podi za to debato ustavnih vrednot, v katerem izpuhtevajo nekatere temeljne vrednote, ki so noter zapisane pod maksimo Slovenija je socialna država. Ko so pri lastnini, Ja. Ustava omenja gospodarsko funkcijo lastnine, Ja. socialno, omenja pa tudi ekološko, ker smo pa v vsakdanjem političnem žargonu popolnoma pozabili. In tudi bi si upal trditi, da je na ta tretji vidik lastnine, ekološki, pozabilo tudi ustavno sodišče. Oziroma, da do tega trenutka na Betovnovi, kjer stanuje ustavno sodišče, še nismo imeli posadke, postave, ekipe, ki bi interpretirala ustavo na način, da ima lastnina, zasebna lastnina tudi svojo ekološko funkcijo. Iščeva ustavnega sodnika. Iščeva pravzaprav zdaj, nič ne iščeva, v bistvu postavljava tezo, da jaz osebno sem se odločil tako. Tiste stranke, ki na predsedniške volitve ne bodo postavile svojih najboljših in najresnejših kandidatov, pri katerih se bo videlo, da zastopajo ustavne vrednote, tiste stranke mene ne bodo privabile na parlamentarne volitve. Ni šans. In ne bodo voljene iz moje strani. Dobar, ti si svojo karto pokazal, jaz jo pa dajem v rokav, hvala lepa. Okay.